V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ocenjujemo, da je predlog paketa dveh železniških zakonov nepotreben. Na odboru za promet je sicer bila opravljena obravnava, in sicer zakon o železniškem prometu, ki pravzaprav spreminja način in pojasnjuje, določa novo terminologijo o investicijah. Prav tako ta zakon predvideva ustanovitev nove družbe, ki bi za javni in evropski denar skrbela vlaganja v javno železniško infrastrukturo, kar z drugimi besedami pomeni ukinitev sedanje direkcije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo z sedežem v Mariboru, v ustanovitev neke nove družbe. Del teh obveznosti pa bi po vsej verjetnosti, tako je dejal minister za promet, prevzeli tudi delavci DDC-ja. No, zanimivo pri tem je, da je prav zakon o železniškem prometu dobil prednostno obravnavo ob predpostavki, da bo tudi sprejet, zatem pa smo obravnavali tudi predlog zakona o spremembi družbe Slovenskih železnic. Gre ponovno za nesprejemljivo dejstvo, kajti leta 2007 je vlada Janeza Janše poskrbela za sprejem kompletne železniške zakonodaje, tudi organiziranost holdinga Slovenske železnice. Sedanje drobljenje družbe Slovenskih železnic na tri odvisne družbe je seveda vprašljivo tudi z vidika kapitalske ustreznosti. Ugotavljamo namreč, da so predlagatelji v ozadju skrili nekaj, kar bi utegnilo imeti za posledico tudi prikrivanje neke finančne sanacije Slovenskih železnic. Po našem mnenju so Slovenske železnice v izgubah in seveda potrebni so nekateri ovinki, po katerih bi se seveda izvršila ta finančna neustreznost Slovenskih železnic. Če kaj, potem je zagotovo potrebno poudariti, da namesto, da bi se zaposleni na Slovenskih železnicah ukvarjali z osnovno dejavnostjo, pogoji za to so bili, kot rečeno, postavljeni v letu 2007, se sedaj ponovno ukvarjajo z reorganizacijo, kar ima za sistem 10 tisoč zaposlenih v kolektivu Slovenske železnice, tudi neučinkovitost, ekonomsko neupravičenost, in prepričani smo, da bo takšen način in takšen pristop spreminjanja železniške zakonodaje imelo trajne posledice nacionalnega prevoznika, ki bi moral skrbeti za svojo osnovno dejavnost, to je prevoz blaga, prevoz potnikov in pa vzdrževanje javne železniške infrastrukture.